moram in kazen se zdi, ker je ljubila močno, njen spanec stoletni je kazen za to. Tina je Rozi obtožila, da krade. In to samo zato, da bi jo spravila z hiše. Rozi je bila. Rozi sem videla, kako je nekaj zavitka v deko na skrivaj nesla ven iz našega stanovanja. Jan in Aida pa sta končno dobila očeta, ki sicer ni preveč uglajen, ampak jo ima rad. Moj oči pa en tak pokvarjen pacek, da me je sram, da sem njegova hči. Pa še tista joškarca, z tiste frizerije, ki si tiste joške naštima tako, da ji bo vsak čas ven padle. Janez je pa tudi tako naiven. Vse bi prodal za svojo špelo. Vsake oči iščejo mavrico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Ej. Ampak sem vedel, da me boš sama poklicala, veš? Ja. Pa ta vonj, oj, kot tvoja koža. Goraz, jaz bi ti rada nekaj povedala. Ja, res. Nisem še čist prepričana, ampak odločila sem... Besede so čist odveč. Jaz... Prav si se odločila, prav. Le, jaz bi... Veš kaj, vedno so vsi živčni ta prvič. To te nima biti res kaj strah, ker ti se moraš zdaj samo sprostiti. Ampak jaz... Samo sprostiti. Goraz... Pa daj, Goraz, koliko si lahko tak kreten? Hej. Sploh te nisem poklicala zaradi tega. Kreten. Tralala hopsasa, Manica bo slavna bila. Tralali hopsa si lepše v mestu ni. Tralali hopsa si. Tralali hopsa si, Manici pa zus smrdi. Oj, smrt, Jamanov, ti bom že dala. Manico je treba spoštovati. Prosti, Maja, res. Jaz sem mislil, da mi kličeš, da si se odločila, da veš, da pridem, da bova šla pod kovter, se malo stiska. Ja, narobe si mislil, Gorazd, ampak res, čist narobe. Mislim, kako lahko v taki situaciji pomisliš na kaj takega? Ne morem verjeti. Kakšni situaciji? Ja, kakšni?
Jaz vse čas mislim samo na Špelo, pa na njeno stisko, pa še na Janeza zraven. Kakšna stiska? Lej, dobro me posluši. Špela je v hudi, ampak res, v hudi frki. Janezu je dala vaš hi-fi, ki je vreden 100 000. Hi-fi? Naj ga proda za 10 000. Daj dobro pomisli, zakaj. Zakaj? Je zato, ker rab denar. Zakaj rab pa denar? Zakaj rab pa denar? Ja, zakaj rab denar? Zakaj? Za heroin. Ja, za heroin. Pa kakšen... Ja. Jaz moram iti. Okej? Okej. Si šel pol, prav? Prav. Ej, a so novinarji v Nancy tudi kaj napisali? Ja, koga bi imeli pa v njej za napisati? Saj šele 3 mesece v mojemu salonu. Stara, ful dobro striže, pa tudi ful dobre škarje ima. Lahko bi bila, na primer, z vami na naslovnici. Gospod XY, v mojemu salonu sediš. Tale gospodična, ki se ti nasmiha tlele, je moja praktikantka. In to, če se dobro striže, veš, če ni doza naslovnica. Zato je treba kaj več. Razumeš? Ej. A štep narežem malo klobase? Ne, ne jem več salam. Že cel tednjeva sam te sendviče. Pa skuhi kaj? Si dosti stara. O, pa ti dej. Saj si še starejši. Jaz sem desc. O. A si kdaj videla kakšnega desca, da bi kuhal? A si kdaj videla našega očija za štedilnikom? Naš oče, on je pa res ta pravi desc. Mitica sinička, dobra volja je najbolja. To si piši za uho. Mile jede kisle cmere, z nami štric ne pojdejo. Oj, Maja bo vegi. Maja bo kaj? Vegi, unike mesa ne jejo. Zakaj? Zato, ker že cel teden sam sendviče natepavajo. Ojoj, ljubčka, ne mi zamirt. Tuk sem imela delo v službi, res nisem mogla domov hoditi. To da. Mami ima novo pogodbo. S tujci, a? Zdaj ni več heca, zdaj treba garati, ampak poglej denarčke. Poglej denarčke, a? Pa bi ti mogoče lahko moj radio kupila, če bi... Jo, radio, pa nov računalnik, a? Pa kakšno novo šminkico. Kaj, če bi pa še najela kakšno novo kuharco, ha? Kje pa jači? Obljubil mi je, da bo pred mano doma. A ste si slišala? Ja, jaz sem ga poklicala. Traka, ste kaj lačna? Ja, daj skuhi kaj. Prosim. Dej, ta male stojno, preden začneš, dej prznej mi ali pa povej, a so tele res ta prave, no? Kire, te? Ma veš, da so prave. Še ma je treba imeti malo premajhen modrček, da pošet ko kipi. Kipi, to je perfekten. Ja. Ej, kako pa to, da si ti tako visoko? Ja, to je pa, no, čist jasen, no, če pa, a razumeš, no. Kako to, da nisi več poštar? A ja, to je pa zaradi pameti, to je pa samo zaradi pameti, ne, ker v policiji je pameta, veš, ne. In meni tale moja pamet, policijska, dober prav, da bi bila ti prekrasna v kriminalistiki. Ja? Zakaj tako misliš? Ja, pa zato, ker imaš take krasne ideje, ker imaš tak čvrst karakter.
Dobar dan. Čau! Nič kriv, nič kriv. Katera je ljubezen prava? Katera je izmišljena? Ena je resnica sama, druga je izprijena. Vem, da vam že težim s tem mojim očetom, ampak ne morem si pomagati, ker pa je navaden blefer, izprijenc. Pa se sami vidite, kaj dela. Jože, a rožce si mi prinesel. Hvala, Jože, hvala. Nancy, dej to prosim v vasko, prosim v vazico lepo. Ja, no veš, tale moja praktikantka je zelo nevarna. Nancy, ti imaš pa dosti enega, kar tukaj le bod, veš, ne boš tega obozga reveža starega matrala, bom jaz ga njega vzela. Reveža starega, si rekla. Kdo pa je tale veša tlele gor, zapnana na sliki? Ja, tale veša zapnana je pa naša manca. Kaj, manca, bomo še enkrat zapeli ono hojlala, hojlali, manici pa z ust smrdi. Veste kaj, to je pa preveč. Joj, Mroz, Zorči, nisem vedel, da si to ti. Se sploh nisi tako slaba. Nokce so še kar, joški krasno stojijo, tudi vse svoje zobe še imaš. Ni slabo, manica. Umater je že pozen. Jaz pa moram imeti, da nam tepen. Na, tole ti pa pustim. Drži. Dobro bo manj nesel. Ajde, sedem, snazda. Končno spet malo sama, ne? Sprti in zaljubljeni. Aj ti taka štala, ej. Kakšna štala? Kaj pa je zdaj to za ena nova beseda, štala? Foter, to, kar ti bom zdajle povedal, te bo čist sezul. Ja, ne vidiš, da sem bos? Pa dober, no, se nisem tako mislil. Zakaj sploh to namakaš? Za boljš počutje. V glavnem, zdaj ti bom jaz nekaj za spremembo povedal, pa vidim, da me boš lahko poslušal, ker me ne moreš tako videti. No, dej, govor. Foter, vem, kdo nam je ukradel radio. Te je bila Rozi. Ne, ni bila Rozi, pa tudi Tina ni bila. Kdo je popal? Čas lepo po vrst. A sta doma Tina pa Rozi, ker me to zelo zanimate. Tina! Rozi! Ja? Tina, Rozi, pridite malo sem. Ja, že gre. Ja, kuj. A spet rjuhe menjavaš? Včasih sva cel mesec v istih spala, zdaj pa že vsak teden menjaš. Sem mislila, da se moraš učiti. Jaz se moram, sam se ne morem skoncentrirati. A ja? A mal preveč na špilco mislimo? Maja? Ej! Na svojo mazano poslu se vseh. Ne mislim na špelo, okej? Na nas mislim. Pa na tako, kako je to zadnje čase čuden. Sploh se nimamo več fajn, razumeš? Fotra cele dneve ni, skozi je neka frka, se mi zdi, da vedno bolj postajamo podobni. Ja, vem. Ja. Korenovim. Ja. Mislim, samo tega bi se še manjkalo, da bi fotor začel z mladimi bejbami skakati, tako kot Koren. A ne? Sam si ga sploh ne znam predstavljati. Mislim, hvala Bogu, da je tako, ne? A ne? Hvala Bogu, da je tako, a ne? Dobar, ni se ti treba dreti, a ne? Saj se ne deram. Dej, povej, ženo, pa kva nas dela živčne, no? Špela. Jezus. In to ne je sam radio. Ampak tu če marsikaj drugega pobajati, ki manjka, ne? S tem, da k sreč ali pa na žalost nimamo cajta, da bi to opazili, a ne, Foter? Poslušaj,
Pa zakaj bi Špela kradla v lastni hiši? Zato, ker rab keš. Zato. Špela je zmeraj dobila, kar je hotela. Nikoli nisem rekel, da nimam denarja, zato prosim nehaj. Ja, sej zato. Mogoče bi pa moral reči. Mogoče bi moral pa meni reči. Ampak ne zdaj, takrat, ko je bil cajt, ko sem bila še mulca. Zdaj je itak prepozen. Ker zdaj sem midva dva razvajena mulca, ki spizdevava pred vsakim najmanjšim problemom, ki se izogneva vsaki najmanjši oviri, ki ljudem, ki jih imava rada, ne znava tega pokazati drugače, kot tako, da jim kupujeva stvari. Ne da se nama fajtat, foter, štekaš. Še posebej pa ne Špeli. Poslušaj, pa kvat pa je. Ja, kaj mi je? To je stvar, ki ti jo hočem že dalj cajta povedati, tako da prosim, da me poslušaš do konca. Ravno zaradi tega, ker smo imeli cel cajt vsega polno kapo, ne? Ravno zaradi tega, recimo, tudi nikoli nisem imel nobenih problemov pri bejbah. A ne, Tinca? Kaj? Tudi ti si mi rada dala še preden si... Veš kaj? O, ti mulci nehvaležen. Ti pa čez ti tiska kradeš. Ti veš kaj? Zgini v svojo sobo in to takoj! Gorazd, res, zakaj bi Špela kradla, no? Ste Jaka vi zmeraj dal, če vas je prosila? Vedno, Rozi, vedno. Ja, pa smo ga pa tle vsi polomili. Sam še zmeraj ne razumem, zakaj bi Špela rabila toliko denarja. Zato, ker ga rab za drogo, zato, ker se fiksa. Ker je narkomanka. Ker si brizga hors v žilo. In še jaz sem ji skozi sem ji dajal keš, skozi. Jaz tudi? Jaz tudi. Tina. Tina, počakaj. Tina? Tina, počakaj! Tudi midva se moramo še pogovarjati! Ne. Ne, pa saj ne more biti res. Moja Špela že ne. Ne, to ni res, to ni res, to ni res! Glej, kaj sem naredila. Nekaj ti moram povedati. Eno skrivnost. Ja? Povej, no. Mislim, meni pa res lahko zaupaš, veš. Mene ne more več nič stira vreči, sem se utrdil. Kaj? Gorazdu sem povedala. Kaj? Za Špelo pa radio. A si ti čist normalna, ali kaj? Pa kaj ti, a si ti izmešala, ali kaj? Pa kaj se vtikaš v tuje ljudi, ej? Pa to ni res, mislim. Pa ti nisi resna, no? Kako, zakaj si mu prišla to, zakaj si šla to govoriti? Veš kaj, Janez, to se mene tudi tiče. Ne, pa se te ne tiče. Meni tudi ni vseeno. Misliš, da bi naj kar naprej gledala, kako bo Špela propadala? Pa še ti bi naprej prodajal njihove aparate, pa še ti bi z njo zabluzil. Pa ti botaš čist mešana, ali koga? Pa kaj se vtikaš v stvari, ki se te ne tičejo? Viš, pa ti nisi resna, no? Ej, jaz bom Špelo rešil, a zastopaš? Ti veš pa vse štvekaj, pa to ne moš verjeti. Jaz bom Špelo rad, razumeš? Jaz bom Špelo rad. Ne razumem te! Kdo jo bo prebudil in jo imel, čez strnje prepreke, ljubezen je vzel, priznal vešave, v nebesa spekla, nevarna so pota, skrivnosti srca. Za Špelo je že skoraj prepozno. Za Janeza pa še ni. Vsej upam, da ne. Sploh me pa zanima, kje hod moj oče. Pod eno streho.
povedal, veš. In? Foter itak ne verjame sploh. Tina je spizdila, upam, da za zmeri. Rozi se pa sekira, no, pa išče rešitve, pa... Ja, pa se poznaš našo Rozi, se veš, kakšna je. Kje pa si ti zdaj? Ja, zunaj sem, ne. Sam bi bil ful raj s tabo. Tako da... A bi lahko mogoče v letu maja, no. Čistko, za malo bi se oglasil, no, vse pa bi takoj šel. Zdaj ni pravi čas. Pa še Janez lahko vsak trenutek pride. Se bo že čas. Ne danes, no. Aj, bova ženo, to mi že toliko cajta obljubljaš, pa se sploh ni nič to, no. Pa itak bi samo letu, pa malo bi se stisnil v tebi, majči, please, no, please. Gorazd, če me imaš rad... Bo že še počakal, ja. No, vidiš, se sam veš. Te pokličem, a prav? Čau. Čau. No, daj mi že, daj, no! Rozi, daj prid malo sem, prosim, no? Ja, prosim. Ja? Rozi, daj vsed se malo, no, prosim. Poslušaj, kaj ti misliš vsem tem? A misliš, da ima Gorazd prav? Ja, verjamem Gorazdu, res mu verjamem. Če je Špela še Tino prosila za denar, pa je res čist na koncu. Nekaj moramo narediti, drugače bo prepozen in pa bo hudo, zelo hudo. Poslušaj, Rozi, daj ti meni povej, a ti to že dalj časa veš, kva se tukaj dogaja? Marsikaj se dogaja, odkar je Mojca odšla. Veste, otroci se težko znajdejo brez mame, pa čeprav so že veliki. Tudi jaz sem ji posojala denar, pa tako me je znala prepričati, da ga nujno potrebuje, tako da še pomislila nisem, da ji ga ne bi dala. Očitno sam ne bom vsega zmogel. Nič, moral bom poklicati Mojco. Pa oni rabijo tudi mamo. A poklicati? Ja, da pride domov. Jaka, tja pejte, pa jo poišče, pa recite ji naj neha s temi čudnimi potovanji, pa za roko jo primte, pa jo pripeljte domov, da ga se bo vse sesulo. Prav imaš, Rozi. Šel bom v Indijo in jo lepo pripeljal domov. Preden bo vse narobe. Ja, tako je prav, Jaka, tako je prav. Prav. Hvala, Rozi, hvala za nasvet. Ampak vsem se rad prepričal, ko ga je doma narobe. Zdravo! Je kdo doma? Tenerife? Madeira. 875 evrov. Saj ni tako drago. Če je vštet prevoz, luksuzen hotel, vsi izleti pa še teden dni na temle otočku tukajle. No, saj sva si to števko zaslužila. Tako zelo si mi všeč, da mi ne rata biti več niti minutke brez tebe. Pogrešam ta tvoj nenavaden pogled, ki v meni vzbuja željo po avanturističnih dogodivščinah. Hočem biti tvoja, samo tvoja, samo tvoja, samo tvoja. Nancy.
Poslušaj, draga moja, ti nimaš nobenega modačka. A se ti zdi, da ga že rabim? Kaj? Ne, samo veš, tak mečken modaček je fajn, če... A veš, ti tako lepo stisne, pa ti tako vse lepo pol ven kipi. Kje si pa to videl? Ja, pa ne, na televiziji. A veš, ker ti imaš take dobre ideje, pa tak zdrav karakter, razumeš? Mislim, ti bi bila idealna kriminalistka bi bila, veš, idealna. Ti ga pa pihneš, mali. Ti, da naš delo kakšni neumnosti. Oblobaš, nabride. Ja, ojuj. Ja. Je že dober. Kar nadaljujta, sproščeno, kar naprej. Kaj je to za nič? Pa kva to piješ? Tavžen troža. Kaj, no, pa kva cvikaš? To te nam požaro, ej. A da ne? Pojd se vrano. Poslušaj. Nekaj se moram zmeniti s tabo. Se vem. Pa si ti res kriminalist. Jaz sem prosim, ne me obslužil spal, prosim. Dobar, pomir se, no, poslušaj. Pri nas doma en krade. Pa sem mislil, če obstaja kakšna možnost, da bi se kaj postavili, da bi se vse to nekako, kaj se vem, odkrili ali... Ti misliš skrito kamero? Ja, točno, skrito kamero. Pa še kakšno napravo za prisluškovanje teh telefonskih pogovorov, veš, tega lopova. Moramo odkriti. Pa poslušaj, pa dragi Koren, pa to je jasno, to je moja specialiteta. Pa poglej, jaz ti že mene videl, dragi Korenček, poglej. A vidiš ti tole, prijatelj moj, pa to vse zarihtamo. Aj, draga moja, zdaj le ni cajta za tele tvoje tavžne trose, pa to mi dogreva kar v akcijo. Kar greva v akcijo, ker ti videl, kva imam jaz se tlele doma, dragi moj Koren, boš ti videl. Glej, poglej, vse je klele noter, vidiš, servus nazdar mala. Hala, greva Korenček, greva. Sem jaz vse takoj zamarkiral, v redu. Tlele bomo postavili eno kamerco, da pokriva prihod, razumeš? In to imam jaz eno prekrasno kamerco, ki se ji reče Spy X92. To je sicer en tak Auslauf model, ampak ta prava podpravca, veš. Tlele bom zdaj jaz zakamufliral. To je vse brezžičeno, veš. Zakamufliramo, vse pokrivamo. Telefonček moramo zarihtati, te pogovorčke pa čvekice mu snimali. Ni problema. Poslušaj, Rado, da ti mi nekaj povej. Slušaj, pa kdaj se ti to vse tako hit naučil? Mislim, se tole kamere, pa tole brežiče neki, pa kaj sem, kaj to vse. Kdaj se ti to naučil? Veš kaj, mene to že od mečkega zanima. Jaz sem po mojem klonu od Edisona ali pa Tesle. Ne, veš kaj, sam da naš komu kaj okoli govoril. Jaz sem včasih na morju snemal nage babe v garderobah, kakšne so bile tako dobre. Pot pa res lahko zaupam, da boš ti tole dobro speljal, a? Noč bod, vse zrihtan. Rado, popadej. Zrihtan, delamo naprej. No, kakole se dol usete tlele, vam je dve glavo prala, ne? Ja, takole lepo, v redu. Dobar dan. O, dobar dan. Videl sem s televizije, sem nam naročil, da nekaj poslikam. A kje me boste poslikali? Vi najbolj, da se kar tam ne usedete, da ne boste na pot. Kako jaz to povedal? Nama so s televizije rekli, da morava tlele fotografirati za ene promo fotke eno mlado punco.
In glede na to, najbrž to niste vi. Kakšna punta, tukaj ni nobene punce, tukaj sem za jaz sem ta glavna. Mislim, da so na njo mislili, na gospodično Nancy. Kako, ona je praktikantka. Kakšna kako jaz? Kako, zakaj pa ne jaz? Nama so na televiziji naročili, da slikava gospodično Nancy, ker bo nova TV zvezda. Kakšna TV zvezda? Ja še do 5 ne znaš šteti. O ne, to pa ne bo držal. Tole me pa ne boste zafrkavali. Kar ven pejte, ajde, tukaj ne bomo nič slikali. Ti tudi, ven pej, ne boš me takole blamirala. Kar pejte vsi skupaj, ven vsi skupaj. Daj bo konc tega, tele. Tako, zdaj pa čisto vsi ven. Pod eno streho. Tole bo dobro, tole bo dobro. Dobar je, telefon je užičen. Kamera naštimana, zdaj moram sam še tale rekorder nekam flikant. In kam bi ga lahko skril tole? Poškaj, najbolje ga daš kele v Maro, temu še ne bili sicer. Dobro, zdaj bi ti najprej še nekaj razložil. Brezžična stvar. Tle se užge, vidiš gor. Tle imaš rec za snemat. Rec, ja, dobro. Pol pritisneš tole. In tale stvarca barata enih 400 minut, takole s pauzicami vredne. In upamo, da bo do takrat prišel tale vaš ropad noter, da ga posnamemo, če pa ne, bomo pa stvar dodelali. Kam si rekel, da dam? Ja, v Maro, kot sem rekel, kele. Aha. V tole? Ja, tisto, ja. Dobro. Čakaj. Ampak misliš, da bo zihar? Pa seveda v zihar, no pa tam sigurno noben najdu. Ali pa čak, veš kaj? Mogoče bi bolj, če bi daš v ta prvo Maro, pa pomešaš malo med cune. Kaj ja? Predvahal bom odgovor. Same tangice. A ti tudi tangice uporabljaš, kot je. Dobar je. V redu. Jaz sem fertik. Imam zdajle ene bolj pomembne stvari za obdelati, razumeš ti mene, tavžen trožo, pa to vse poznaš. Seveda poznam, to zelo dobro. Poslušaj, Rado, ja, hvala za enkrat, no, viš kaj, pojma mi, da tole malo poračunati. Greva v klapo, Zofka čaka. Prid. Ja. Lala. Tele posnetke si bomo pa še z veseljem ogledala. Nancy! Joško. Veš, koliko sem se ustrašil? A se nisva zmenila, da ne škodila sem, no? Pa ja, se jo prosti, vem, da sem še zadnjič naredila totalno, ker že samo sem te mogla videti. Veš, kakšna štala je tam pri Manici? Ja? Pa veš, da me je vrgla ven. Jaz bi najrajši kam pobegala s tabo. Sam bi šla. Dej, Joško, greva kam daleč. Sama. Ne morva, no. Veš kaj, ženo imam, pa otroke, pa Maja spi v sosednji sobi, no. Pa kaj ne moreš, no, valjda moraš. Kaj si boš pa privoščil, če ne zdaj? Dej, reci doma, da greš na službeno pot. Reci, da je obvezno. Če se boš znašel. V resnici pa greva midva. Res? Nekam daleč, daleč. Res misliš, da bi šla kam, a? Daleč. Glej, kako mi tolče srček. Čutiš? Če samo pomislim, da bova sama, ki je daleč stran. Na vročem sončku. Pa na pesku. Na pesku? V kakšni lepi sobici. V sobici, ja. Prav. Joško, zgorela bom zate tam na sončku. Amaj,
Nič. Tlele, kljuko bo treba popraviti, pa šipo moram zamenjati, veš? Princeska se vrača, med trnje nazaj. Naš oče se spreminja v sosedovega korena. Jaka pa vse bolj našega očeta. Naš Janez pa je čist počen. Gorazd pa se mi zdi, da je še najbolj normalen. Njemu res lahko vse zaupam. Vodeno striho, vodeno striho, vodeno striho. Gogi. A nisi ti že šla? Ne še. Kaj, a ti se ga misliš pa kar do konca napiti, ali kaj? Tega že. Pa se ga bo? Ajoj. In kaj pa je ranil to tvojo občutljivo dušco, no? Kaj, Gogi? Žalost utapla. O, res, bošček moj. Kaj pa je bilo spet hudega na sporedu v naši nori hišci? Špelca, moja zavožena sestra, ne skrbi. A ja, a res, mene tudi. Joj, Gogi, koliko si ti seksi ful. Dajva se malo pocrklat, no, daj, pej tek, pej. Prid tako k meni, pejte. Tlele, ja? Ja, tlele, ja. Kar sled se, daj. Da te jaz malo, po... Dej, če se upaš na stolu, daj, Gogi. Tako, ja, daj, k meni. Pridi k meni. O, to, Gogi, tako, kaj je bilo včasih. O, tako, veš. Ja, Gogi, tako se znaš to. Princeska se vrača, med trnje nazaj. V ogenj peklenski zapušča spet kraj, ker je ljubila močno, na svet potočila le eno suzo. In princeske ostaja troje. Vera, upanje in ljubezen. In največja je ljubezen. Vsake oči išče